Pozdravljene, pozdravljeni na strokovnem posvetu LGBTIQ+ mladi v šoli. Pozdravljene tako gostje, sogovornice, kot tudi udeleženci, ki ste z nami v Kinu Šiška ter preko aplikacije Zoom. Strokovni posvet organiziramo Društvo Parada ponosa in Društvo Legebitra. Obe društvi že vrsto let delujeta na področju vključujočega izobraževanja in preprečevanja medvrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. Danes bova z vami Tadeja Perih in Katja Sešek. Namen današnjega posveta je predstavitev aktualne problematike s področja. Predstavitev rezultatov nacionalne raziskave o stanju v šolah 2019. Predstavitev projektov, društev in aktivnosti s področja ter dobre prakse iz tujine in Slovenije. Naj vam na začetku na kratko predstavim program, ki ga najdete tudi v vaših mapicah. Strokovni posvet otvorimo s pozdravnimi nagovori, temu sledi dobra ura predstavitve raziskave. Med odmorom za kavo vas čakajo postaje, kjer se boste lahko informirali o delu obeh društev na področju vključujočega izobraževanja in tematik LGBTIQ+. Po odmoru sledi predstavitev projekta Safer, na katero se bodo vključile tudi sogovornice preko spletnega portala. Pred naslednjim odmorom za kavo pa bomo prisluhnile še dobrim praksam, tako tujim kot domačim. Za konec pa smo za vas pripravili še razpravo z naslovom Kdo se boji ideologizacije šol? Zaključimo okoli 13:30 ure s kosilom. Brez tehničnih napotkov in navodil za preprečevanje širjenja COVID-19 pa bi skoraj pozabile, da smo v letu 2021. Torej med celotnim posvetom so v notranjih prostorih obvezne maske, na voljo so tudi razkužila, katera vas naprošamo, da uporabljate. Kot zapisano v vabilu, sledimo navodilom PCT, prebolelost, cepljenje, testiranje. Ob prihodu pa ste v svojih mapicah dobili tudi kupon za kavo, čaj ali brezalkoholno pijačo. Kupon je unovčljiv pri šanku Kina Šiške danes do 14. ure. Kot že rečeno, ta dogodek je hibriden, kar pomeni, da del občinstva prisostvuje v živo, del preko spleta. Z ekipo se trudimo, da bo za vse udeležence izkušnja čim boljša in čim bolj pristna. Gostje, ki ste z nami preko Zooma, ste dobili tudi dodatna navodila in usmeritve, če se pojavijo kakšne tehnične napake. Dogodek je tudi tolmačen, tako v slovenski znakovni jezik, kot tudi v angleščino. Najlepša hvala. Strokovni posvet se snema, fotografira in delno predvaja v živo preko socialnih omrežij. Osebe, ki ne želite biti na posnetkih in na fotografijah, se prosim usedite na za to predvidena mesta na moji desni strani, oziroma, če ste preko Zooma, si izklopite kamero in spremenite ime. Zdaj pa je že čas, da začnemo z vsebino. Z nami je danes kar 6 govork in govorcev, ki nas bodo pred začetkom posveta nagovorile. Na oder tako vabim prvo, Lano Gobec, predsednico Društva Legebitra. Hvala. Spoštovane, spoštovani, v čast mi je, da vas lahko danes tukaj pozdravim in namenim nekaj uvodnih besed v imenu Legebitre. Pri Legebitri si že od ustanovitve dalje prizadevamo, da je naša družba varen prostor tudi za vse lezbike, geje, biseksualne in transspolne osebe. Del našega poslanstva je ozaveščanje tako splošne kot tudi strokovnih javnosti. Vsi govorijo o tem, da moramo v družbi imeti vsi enake možnosti, da izpolnimo svoje potenciale. Pa vendar, ali res imamo te enake možnosti? In kako vpliva sovražno okolje na to, da lahko nekdo v šoli res pokaže, kar zna in česar je sposoben? Ravno tukaj je raziskava, ki vam jo bomo predstavili danes, potrdila nekaj, kar bi nas vse moralo skrbeti. LGBTI osebe, ki so doživljale medvrstniško nasilje, bile tarča zbadljivk in žaljivk, v večji meri ne nameravajo nadaljevati izobraževanja ali pa nameravajo opustiti trenutno izobraževanje. Ali potem res lahko trdimo, da bodo lahko pokazale vse svoje sposobnosti in da so pri tem imele isto izhodišče kot ostali? Ne moremo. Okolje in družba so tiste, ki v mnogo primerih določijo, kdo ima lažjo pot in kdo bo hodil po trnju. Zato moramo pomembnost varnega, spodbudnega okolja začeti naslavljati tudi v praksi. Iz besed in resolucij k dejanjem. Poudarjanje razlik v smeri manj vrednosti
homofobni, transfobni komentarji, šale, še posebej izrečene v šoli, imajo posledice. To sliši mlada LGBTI oseba, ki se zaradi homofobnih komentarjev počuti manj vredno, nesprejeto, ponižano. Ali pa druga mlada oseba, ki meni, da s tem ni nič narobe, takšnim besedam sledi, jih širi ali pa tudi nadgradi z dejanji. Ali pa ko mlade LGBTI osebe ne dobijo podpore strani osebja, ko se nad njimi izvaja nasilje. Z vsem tem se redno srečujemo na Legibitri. Raziskava, ki jo bomo predstavili danes, pa vsemu temu pritrjuje. In da te zadeve popravimo, obstaja jasna pot. Med šolskim osebjem je potrebno dvigniti zavedanja o pomenu naslavljanja medvrstniškega nasilja, težav, s katerimi se soočajo mladostnice in mladostniki, in jih opremiti, da bodo znale tudi tem osebam pomagati. Žal pa se pri tem vedno znova soočamo z očitki, da učimo o neki ideologiji in spreobračamo ljudi. Vendar pa biti LGBTI oseba pomeni živeti svoje življenje v skladu s tem, kdo si. LGBTI osebe si zaslužijo varno in spodbudno okolje, v katerem bodo izkoristile vse svoje potenciale. Zmoremo in znamo soustvarjati družbo, ki bo temeljila na raznolikosti in spoštovanju. In tukaj potrebujemo vašo pomoč. Pomoč pri temu, da skupaj gradimo to družbo, da poleg tega, da se znamo odzivati na potrebe mladih LGBTIQ oseb, ki se soočajo z nasiljem, znamo tudi vsem tistim, ki širijo strah in laži z namenom, da LGBTI osebe še dodatno potisnejo na rob družbe, pojasniti, da strpnost, spoštovanje in varnost niso nič drugega kot osnova za družbo, v kateri vsi prosperiramo. Saj gre ne nazadnje za otroke. Zato hvala vsem, ki ste danes tukaj, tako virtualno kot osebno, vsem, ki se že zavedate pomena o tem, o katerih bomo danes govorili. Hvala kolegicam in kolegom iz Parade ponosa in Legibitre, ki ste pripravili današnji posvet, ter vsem podpornicam, podpornikom. Vem, da bodo vsebine, ki sledijo, pomembne tako za vaše kot naše nadaljne delo. Hvala. Najlepša hvala, Lana. Na oder pa vabim Simono Muršec, predsednico društva Parada ponosa. Izvoli, beseda je tvoja. Lep pozdrav še iz moje strani. Izrazito lepo vas je vse tukaj videti. En lep pozdrav tudi vsem, ki ste z nami na spletu. V društvu Parada ponosa smo se leta 2016 začele ukvarjati z naslavljanjem vrstniškega nasilja. In tista zadeva, ki bi jo želela danes izpostaviti, je to, da je društvo Parada ponosa mladinska organizacija. V našem osnovnem poslanstvu je zagovarjanje potreb LGBTIQ plus mladih, ampak predvsem vključevanje LGBTIQ plus mladih v naše delovanje. In današnjo temo bi želela pogledati iz ene zelo posebne perspektive. Pred dnevi je šla v Sloveniji raziskava Mladina 2020. In ta raziskava, ki se v Sloveniji sedaj izvaja na vsakih 10 let, nam poskuša zelo nazorno orisati stanje med mladimi v Sloveniji. In tista zadeva, ki je ta raziskava pokazala, dve zadevi bi rada izpostavila. Ena je ta, da je stopnja sprejemanja oziroma pozitivne naklonjenosti temu, da lahko tudi istospolni pari vzgajajo otroke, narasla v zadnjih 10 letih med mladimi za 20%. Iz nekje 33% odobravanja pred 10 leti je sedaj ta procent na 56. Se pravi, vidimo, da se stališča mladih okrog percepcije družine in družbe spreminjajo v smer sprejemanja. Druga zadeva, ki jo je Mladina 2020 pokazala, je pa ta, da ko so mlade vključene v raziskavo povprašali o njihovi spolni identiteti in spolni usmerjenosti, se je zgolj 60% oziroma malo čez 58% mladih opredelilo kot izključno heteroseksualnih oseb. Torej, več kot 40% mladih
svoje spolne identitete in spolne usmerjenosti ne prepoznava kot izključno heteroseksualne. In kaj nam to pomeni? Pomeni nam to, da je realnost taka, da so v naših šolah LGBTQ plus mlade osebe, v naših šolah so mlade osebe, ki preizprašujejo svojo tako spolno identiteto kot spolno usmerjenost. V naših šolah so mlade osebe, ki želijo imeti to svobodo, da se ne opredelijo. In v naših šolah so predvsem mladi, ki imajo neko precej bolj odprto vizijo, kako vidijo razmerja v družini za svojo prihodnost in v naši družbi. In to je ena realnost. Druga realnost, ki pa jo v Sloveniji živimo, je pa ta, da posebej še zdaj v zadnjem letu, konstantno strani odločevalcev, določene ekstremno desničarske civilno-družbene sfere, poslušamo strašenja, zastraševanja in laži o tem, v bistvu, kako naše šole s tem, ko se v šolah govori o LGBTQ plus tematikah, ideologiziramo in kako je to nekaj strašno škodljivega za naše mlade. In med tema dvema poloma obstaja ena ful velika diskrepanca. Namreč to, kar se trenutno v politiki dogaja, ima izrazito negativne posledice. Kolegica Lana je prej izpostavila te negativne posledice, ki jih potem mlade LGBTQ plus osebe doživljajo v teh šolah. Več vrstniškega nasilja, s tem, ko se izpostavijo kot neheteroseksualne osebe, večje negativne izpostavljenosti in predvsem nepodpornega okolja. Ampak posledice so še druge. Posledice so tudi te, da smo recimo v Društvu Parada ponosa od leta 2016 naprej aktivno gradile na tem, da lahko sodelujemo s šolami. Da lahko na šolah se pogovarjamo z dijaki, dijakinjami in učenci, učenkami o izkušnjah vrstniškega nasilja. Da se lahko pogovarjamo o temah, ki so povezane z vključevanjem v širšem pomenu in z samimi LGBTQ plus identitetami. In kaj se je zgodilo v zadnjih letih, predvsem v zadnjem letu, da je sprejetost in odprtost šol do tega, da z nami sodelujejo iz nekega relativnega malega kroga šol, ki imajo ta pogum in ki imajo to izkušnjo, praktično se zmanjšala na šole, ki jih lahko preštejemo na prste. Vsi ti družbeni politični pritiski so privedli do tega, da sedaj na dnevni ravni prejemamo iz uradnih naslovov javnih zavodov sovražna sporočila, da naj jim prosimo nehamo pisati, da kaj si mi mislimo. Se pravi, vsi tisti, ki so v formalni poziciji v šolskem okolju in so že prej morda bili ideološko pozicionirani tako, da jim enostavno res ni bilo po volji, da bi se LGBTIQ plus tematike v šolah obravnavale, so sedaj dobili pogum, da so postali odprto sovražni. To je ena od strukturnih posledic. Naslednja strukturna posledica, ki se je zgodila v tem času, je ta, da je zaradi opolnomočenja neke izrazito sovražne civilno-družbene in politične sfere pritisk na določene šole, ki se vendarle odločijo, da bodo te teme naslavljale, strani staršev, strani lokalnih medijev in neke širše lokalne okolice, postal tako močen in sovražen, da šole enostavno po naših izkušnjah, tiste, s katerimi sodelujemo, se ne počutijo, da imajo vzvode, kako sploh zdaj s tem naprej. In se raje iz sodelovanja umaknejo. In spet, kaj je končna posledica tega? Končna posledica tega je, da LGBTQ plus mlade osebe in nasplošno mladi v šolah zgubijo prostor, znotraj katerega bi se lahko o teh temah pogovarjali, o njih razmišljali in izgrajevali svoje osebnosti ter identitete. Zgubijo varen prostor, zgubijo podporo, zgubijo neko svobodo o tem, da lahko pač o stvarih razmišljamo. In to je tista zadeva, zaradi katere sem še posebej vesela, ponosna in hvaležna vsem, ki ste se danes udeležili in udeležili. V Društvu Parada ponosa lansiramo mrežo vključujočih šol in upamo, da bomo skupaj s tistimi, ki že delate dolga leta na tem, da so vaši šolski prostori odprti in podporni, lahko to nadaljevali, se skupaj podpirali, našli mehanizme, kako vzdržati te pritiske in predvsem s tistimi, ki o tem razmišljate ali pa se zavedate teh trendov med mladimi in v družbi, da bomo skupaj lahko spostavili sodelovanja in našli načine,
kako bomo podprli predvsem mlade, vse mlade, LGBTIQ plus mlade, tako za boljše učno okolje, kot za vključujoče šolsko okolje. Najlepša hvala vsem skupaj. Najlepša hvala. Naš tretji govorec, ki ga vabim na oder, je Jens Wagner, kulturni ataše Veleposlaništva Zvezne republike Nemčije. Izvolite. Thank you, Katja. Dear Lana, Simona, dear friends of equal rights for everybody, online and offline, great to be here with you this morning. I grew up in a small town in southern Germany, and I went to a high school which had a very hostile environment for LGBTIQ people. Did I suffer from that? Honestly, probably not. In fact, I contributed to it. At the time, I and my friends, we often made jokes, and probably some of our behavior could today be considered as bullying. A friend of mine, Oliver at the time, and I, in fact, I remember we used the word schwul, which is the German word for gay, as a swear word, years before we even knew what it meant. And throughout high school, Oliver and I, well, we continued to make these jokes and made pretty clear that it was not a welcoming environment for people who felt differently, had a different gender identity or sexual identity. Adults, parents, teachers did not actively contribute to that, to my memory, but they also didn't make any effort to educate us on the topic and to make it a more respectful environment. Years later, I had moved away to Frankfurt, went to university there. I received a phone call, which I still remember today very well, from that high school friend, Oliver, who at that time, during a long phone call, told me that he indeed is gay, and that throughout his high school years, he never felt that he could open up and really live the life he really felt he wanted to live. And I can only imagine how many horrible moments he had throughout his childhood and youth, feeling that he not only had to be silent about who he really was, how he really felt, but that he even felt compelled to actively join in making these jokes and bullying. And I feel deeply ashamed until today about these years and what we did in those years. Now, this story of Oliver has a happy end. In 2017, when the German parliament finally allowed same-sex marriage, he was among the first couples with his partner to get married. And I'm moved that he asked me to be his best man at the time, despite his history from high school. Many of these stories may not have a happy end. We understand that what we experience in our young years can shape our whole life, can stay with us for our whole life, can leave scars, visible or invisible scars, for the rest of our lives. And it is an outrage and very sad that till this day, in schools around the world, in Germany, in Slovenia, there continues to often be a disrespectful environment where young people suffer. Therefore, I think it is a great initiative to have this study that will be presented today. Thanks to all those involved in this study and the presentation today. For the German government, the fight for LGBTI rights now is a cornerstone of our human rights work.
But we want to go beyond this. We want to mainstream it. We want to make it a cornerstone of our policy in general. Therefore, in March, we published, after several years of hard work, an inclusion concept for the whole German government, which outlines how the topic of LGBTI rights can be and must be moved forward, not only by those in government who work on human rights, but by everybody, all institutions, to really mainstream the topic. We wrote this concept, this strategy paper, and we try to now live it in close cooperation with civil society. We have project partners around the world. Civil society in Germany, of course, especially actively involved in the process. It's great that one representative of German civil society will talk to you later and share their experience. And for this reason, it is also very important for us at the German embassy here in Ljubljana that we have this great cooperation with the Gebitra, Ljubljana Pride, and that we were honored to be part of today's event. Thank you so much. Thank you for your efforts to make schools a more respectful, hate-free environment, and to make all of society a respectful and hate-free environment. Have an inspiring symposium. Thank you. Sedaj pa sledi video nagovor Simone Kustec, ministrice za izobraževanje, znanost in šport. Spoštovani in spoštovane, Lana Gobec, Legebitra, predsednica, spoštovana predsednica Društva Parada ponosa, Simona Muršec, spoštovani kulturni ataše Veleposlaništva Zvezne republike Nemčije, gospod Jens Wagner, spoštovani raziskovalni sodelavec na inštitutu Gelsen v Združenih državah Amerike, gospod Adrian Zongrone, spoštovana poslanka Evropskega parlamenta, gospa Irena Joveva, spoštovani in dragi cenjeni gostje, udeleženke, udeleženci današnjega posveta. Veseli me, da vas lahko v svojem imenu in seveda v imenu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pozdravim na vašem današnjem strokovnem posvetu, ki ga premierno predstavlja tudi v luči izsledkov nacionalne raziskave o stanju v šolah 2019 LGBT mladi prebijmo molk v šolah. Prepričana sem, da se lahko le s pogledom za nazaj odločimo, kako odločno bomo šli naprej. Da bi nenasilje, vključujoče in strpne družbe ne bila le črka na papirju, je ključno, da zaupamo drug drugemu in da verjamemo, da zmoremo. Da je človečnost tista najpomembnejša vrlina, ki jo moramo znati deliti in jo učiti. Drug drugega, še posebej pa mlade generacije. Na našem ministrstvu se zavedamo svoje odgovornosti, svoje vloge pri razvoju kritične miselnosti in strpnosti. Področji vzgoje in izobraževanja sta in bosta odločilno vplivali na razvoj posameznika in družbe kot celote. Svet si želimo pripeljati v učilnice in odpreti učilnice svetu. Pri tem verjamemo, da je medkulturno izobraževanje eno od pedagoških, didaktičnih načel in pa ključen del izobraževanja na vseh ravneh, na vseh področjih, vseh oblikah pridobivanja znanja. Verjamemo, da lahko izobraževanje ohrani osrednjo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti in varnosti naših družb zgolj tako, da ustvarjamo in zagotavljamo potrebno družbeno okolje za sodelovanje in za razvoj. Vsi skupaj in seveda z našo pomočjo. Da obravnavamo otroke s spoštovanjem in z dostojanstvom. Da jim zaupamo pravico do soudeležbe pri sprejemanju odločitev. Da jim znamo prisluhniti, jih slišati. Da zagotavljamo pogoje za resnično vključenost vseh, ki segajo preko zgolj simbolične ravni besede. Vizija Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se udejanja v podpori oblikovanja razrednih skupnosti, empatičnih in odgovornih posameznic in posameznikov, ki zmorejo spoštovati in sprejemati raznolikosti
in na ta način razvijati učečo se skupnost in drugega. Verjamem, da so šolajoči, njihovi učitelji ter učiteljice steber naših družb, da je njihovo delovanje kasneje odraz uspešnosti celotne države. In zato vlaganje v razvoj in zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja ostajajo rdeča nit delovanja tudi z našega ministrstva. Ponosu, s katerim danes otvarjamo to konferenco, dodajmo tudi zaupanje v prihodnost, zaupanje drugemu. Skladno s slovensko zakonodajo je zagotavljanje varnega in spodbudnega učnega okolja eden od temeljnih ciljev vzgoje in izobraževanja. Zajema tako krepitev socialnih veščin, strpnosti, spoštovanja drugačnosti, kot omogočanja razvoja in doseganja čim višje ravni ustvarjalnosti. Tako je Zavod Republike Slovenije za šolstvo s pomočjo zunanjih strokovnjakov že leta 2016 izdal navodila s priročnikom za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. In temu so kot temelj služile potem še kasnejše smernice za analizo preprečevanja in pa obravnavo obvladovanja nasilja v šolskem prostoru. Vsak trenutek moramo vsi stremeti k naslednjim zadevam. Domišljenim vzgojnim strategijam in celostnem delovanju šole, dolgoročni in sistematični skrbi za odnose in dialog, za prizadevanje za izgrajevanje varne klime in pa kulture dobre skupnosti, v katero so vključeni vsi učenci, vsi učitelji v sistematičnem izpopolnjevanju na področju vodenja razreda. V opremljanju učencev s komunikacijskimi veščinami in pa strategijami za reševanje konfliktov, v senzibiliziranju vseh, tako šolajočih kot učiteljev, glede pojavov nasilja in glede jasnega izrekanja o ničelni toleranci do le-tega. Ne glede na dejstvo, da preprečevanje in pa obravnava nasilja ni nov pojav in je v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru na tem področju že bilo vloženo veliko znanja, različnih aktivnosti strani strokovnih delavcev in delavk, ne moremo mimo trditev, da se spreminjajo pojavne oblike nasilja. Naša odzivnost, pa tudi učinkovitost obravnave pa mora tule biti odločna in, kot sem že rekla, ničelna. In s tem namenom tudi na ministrstvu dejavno sodelujemo s številnimi domačimi in mednarodnimi skupinami, institucijami, stroko, tudi na ravni medministrstvi za delo, socialne zadeve, enake možnosti, za zdravje, tudi pravosodje, notranje zadeve, na EU ravni, pri mednarodnih projektih, kot je na primer projekt Hand in Hand. Konkretnim aktivnostim in razvoju področja socialnih in državljanskih kompetenc smo se zavezali tudi s pristopom k resoluciji o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2018 do 2022. Nadaljujemo pa tudi s podporo in izvajanjem številnih programov usposabljanja in izobraževanja za krepitev strokovnih kompetenc za prepoznavo nasilja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Vse to počnemo zato, ker je potrebno imeti v prostorih vzgoje in izobraževanja prvič ničelno toleranco do kakršnihkoli oblik nasilja in drugič, ker je potrebno govoriti, osveščati, pojasnjevati, imeti ves čas glasen glas za znanje, za vrednote in za temu ustrezno etično in pa moralno vedenje. Spoštovane in spoštovani, dovolite mi, da zaključim zahvalo. Z iskreno zahvalo vsem, ki soustvarjate potrebno družbeno okolje za sodelovanje, za strpnost, za razvoj socialnih in državljanskih kompetenc na polju vzgoje in izobraževanja. In ker zaradi tega in na ta način zagotavljate dobre in spoštljive medsebojne odnose. V veselje mi je, da skupaj udejanjamo vrednote družbene odgovornosti ter jih zgledom delimo z današnjimi in prihajajočimi generacijami. Čestitam vam za uspešno opravljeno dosedanje delo in vam želim veliko uspehov tudi v prihodnje. Uspešen današnji posvet, vse dobro in ne pozabite na naše skupne 3 Z-je, znanje, zdravje, zaupanje. Lepšajte jih vsak trenutek,
tudi z glasom L-ja, ljubezni. Vse to so podobe lepšega jutrišnjega dne. Pazite na se, srečno. Z nami pa je preko video nagovora iz Združenih držav Amerike tudi Adrian Zangrone. Prosim. Zdravo, hello. My name is Adrian Zangrone. I use he, him pronouns, and I am a research associate of the GLSEN Research Institute. I'd like to thank Katja Seshek and Lega Bitra for inviting me to share a few words at this event. I'm so sorry I couldn't be there. I wish I could be there right now, and I wish this pandemic wasn't still happening right now. But I decided to at least pretend like I was there at least at Lake Bohinj, which I was lucky enough to see last time I was in Slovenia back in 2019. Lega Bitra has been a very important partner in helping to advance global knowledge around what school is like for LGBT students. And so I'm super excited to be here to mark the release of Slovenia's first national research report on LGBT student experiences. As I mentioned, I am Adrian with the GLSEN Research Institute. GLSEN is a leading national education organization in the US that has been working for more than 30 years to create safe, affirming, and inclusive schools for LGBTQ students. And we do that through advancing policies, affirming teacher practices, inclusive school curricula, and youth leadership initiatives as well. For more than 20 years, the GLSEN Research Institute has supported this mission by conducting original research on LGBTQ student experiences in school. When we first started doing that research 20 years ago, when the Institute first began, there was very little research about LGBT youth that existed at all, and virtually none that described what school was like for this population. Without research, it made it really hard to create inclusive schools, to conduct those teacher trainings and advance those policies, because when approaching schools about this work, it was really easy for schools to say, that's not a problem here, go to that other school over there, or that other city, or that other state. So it was important to demonstrate that the problem exists everywhere. The problem of hostile school environments, it's pervasive across the entire country. And we can't just place the blame elsewhere. In the US, we now demonstrate this every 2 years with our National School Climate Survey. And our latest report clearly illustrates that schools remain hostile for many LGBTQ youth across the country. Many are regularly experiencing harassment and discrimination at school. And we also know from our data that these experiences are harmful and have negative effects on students' academic outcomes, like their grades or how long they want to be in school, as well as their overall well-being, like their sense of safety or level of depression. But we also know from our research that what we can do about these negative experiences. In addition to asking about negative or hostile experiences at school, we also ask students about potential sources of support, like affirming school policies, inclusive curriculum, supportive teaching practices. And our data tells us that when these supports are in place, they benefit the student, and they can even counteract some of the harmful effects of negative experiences like harassment. We've now worked with many international partners who often find themselves in a similar position like GLSEN was in. Not much data out there, no evidence to really demonstrate the importance of the work. The work is happening to create inclusive schools, but there's not a lot of evidence or research on those issues. And so it's really crucial to have this information to educate school professionals when doing trainings and to convince governments and ministries of education that this is an important issue that needs to be addressed. So I'm really thrilled that Lega Bitra now has this research report and this data to help strengthen their work. We're honored to work with partners like Lega Bitra to expand this knowledge and then use that data to then strengthen the work of fostering inclusive educational spaces. And we would be excited to continue working with Lega Bitra as a partner. If you ever want to do a follow-up study, give us a call. We would love to work with you. Thank you so much, everyone, for having us. Really excited for this data. Thank you and hvala. Za konec sledi še en video nagovor, in sicer nas bo naslovila evropska poslanka Irena Joveva, članica Evropske poslanske skupine Renew Europe.
Lepo pozdravljeni, vsi skupaj. Veselje mi je, da lahko spregovorim nekaj besed v okviru tega vašega strokovnega posveta. V otroških in mladostniških letih se mladi v bistvu srečujejo s številnimi izzivi, tako v šoli kot v domačem okolju. In socialni pritiski so v bistvu del šolskih izkušenj številnih učencev, ne glede na njihovo spolno usmerjenost ali spolno identiteto ali karkoli drugega. Toda izkušnje so lahko še posebej težke za LGBTQI+ mlade, ki se pogosto trudijo osmisliti svojo identiteto in nekateri pri tem žal nimajo podpore družine, bližnjih in potem še naletijo na negativna sporočila o LGBTQI+ osebah v šoli in v svoji skupnosti. Izkušenj z ustrahovanjem in viktimizacijo v šolah je žal ogromno po vsej Evropi. So sicer različne, ampak študije kažejo, da imajo mladostniki tako imenovanih spolnih manjšin v povprečju 1,7-krat večje tveganje, da bodo v šoli izpostavljeni grožnjam ali fizičnim napadom, kot njihovi vrstniki ali vrstnice heteroseksualci. V zadnjih 15 letih zakonodajalci skupaj s predstavniki izobraževalnih sistemov v Evropski uniji vedno bolj priznavajo, da so pripadniki LGBTQI+ skupnosti v šolskih okoljih ranljiva populacija. Ne glede na to, ali gre za učence oziroma učenke, ali dijake oziroma dijakinje, ali pa izobraževalce, konec koncev. In zato so mnoge države članice sprejele smernice, namenjene vsem, da se v šoli počutijo varne in dobrodošli. Ampak napredek je neenakomeren, nažalost. Stigma do LGBTQI+ skupin je pogosto globoko zakoreninjena v kulturi, če hočete, in zgodovini nekaterih držav članic, in razlike v zakonodaji in sprejemanje spolnih manjšin ustvarjajo zelo različne okoliščine za odraščanje mladih po evropskih državah. In v mnogih državah poleg tega učiteljem primanjkuje dovolj vedenja, dovolj informacij in mehanizmov, s katerimi bi zaščitili LGBTQI+ pripadnike pred diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti ali spolne identitete. Ponekod sicer ti mehanizmi obstajajo, ampak je neposredna zaščita ali neustrezna ali pa neizvršena. Pomanjkanje politik in praks, ki podpirajo mladino, pa pomeni, da se pripadniki LGBTQI+ skupnosti še vedno soočajo z ustrahovanjem, izključevanjem in diskriminacijo v šoli, kar jih izpostavlja fizičnemu in psihološkemu tveganju ter omejuje njihovo izobraževanje. To v bistvu spodkopava številne temeljne človekove pravice, vključno s pravicami do osebne varnosti, svobode pred diskriminacijo, dostopa do informacij, svobode izražanja, združevanja, zasebnosti. Zaskrbljujoče področja so torej ustrahovanje in nadlegovanje, izključitev iz šolskih učnih načrtov tudi ali pa aktivnosti. Raziskave na evropski ravni so pokazale, da šolsko ustrahovanje in pomanjkanje socialne podpore negativno vplivata na duševno zdravje, ki privede seveda do višje stopnje tesnobe in simptomov depresije pri mladih. Tudi v času pandemije so bili ponekod pripadniki LGBTQI+ skupnosti prisiljeni biti v karanteni v sovražnih okoljih ali neprijetnih okoljih. In socialno distanciranje je v bistvu lahko še posebej težko za tiste, ki so jih recimo družine zavrnile, pa so bili prisiljeni biti ves čas z njimi. In šole oziroma izobraževalne ustanove takim mladim predstavljajo varen pristan. In to jim je preprosto treba zagotoviti. In mene veseli, da lahko ponovno sodelujem pri dogodku, kjer osveščate širšo javnost o LGBTQI+ skupnosti. Že ob predstavitvi nacionalne raziskave leta 2019, ki jo je organizirala Legebitra, sem izvedela, da smo v Sloveniji na področju šolstva in LGBTQI+ tematik dosegli napredek, vendar je glede na potrebe tako mladih kot izobraževalcev potrebnega še veliko dela. Še več ga je potrebnega že zdaj zaradi aktualne vlade, roko na srce, nažalost. Mnoga vprašanja so še vedno neodgovorjena, neizčrpana, toda ponujajo dogodki, kot je današnji, platformo za izmenjavo mnenj in oblikovanje predlogov za zagotavljanje spoštovanja in zaščite pravic LGBTQI+ oseb v
izobraževalnih procesih. Jaz vam želim uspešen strokovni posvet in tudi nadaljnje poglobljeno delo, veliko uspehov, zato da zagotovimo varno šolsko okolje za LGBTQI+ mlade. Šola je prostor, kjer mlade osebe preživijo velik del svojega vsakdana. In kot tak bi potem takem moral biti tudi prostor, kjer se mlade osebe počutijo varne in sprejete. A žal za LGBTIQ+ mlade temu ni tako, tudi zaradi določenih institucij in trenutne oblasti, ki bi namesto, da bi delovala proti nasilju, tega še podpihuje. Kot smo slišali tudi iz zelo osebnih zgodb in kot kažejo tudi pretekle raziskave, se nasilje do mladih LGBT oseb v šolah stopnjuje. Raziskava Vsakdanje življenje mladih LGBTIQ+ oseb v Sloveniji iz leta 2017 je med drugim pokazala, da je šolsko okolje zanje drugo najbolj nevarno. In kakšno je stanje v šolah danes? Na oder vabim predstavnici društva Legebitra, Katjo Sešek in Evo Margon, da nam predstavita končno poročilo o rezultatih raziskave o stanju v šolah 2019, LGBT mladi, prebijmo molk v šolah. Prosim. Pozdravljeni še enkrat v drugi vlogi. Sva Eva Margon, diplomirana socialna pedagoginja, in Katja Sešek, magistrica socialnega dela, kot že rečeno, prihajava iz društva Legebitra. V društvu Legebitra delujemo na področju izobraževanja že vse od ustanovitve. Še večji zagon smo dobile v letih 2012-2013 s projektom Prebijati molk, ki ga je v imenu Legebitre takrat vodila Jasna Magič. V okviru projekta je nastala raziskava Homofobija na naši šoli, ki je še vedno dostopna preko spleta, in priročnik Prebijmo molk, čemur je nato sledila tudi mednarodna konferenca. Namen raziskave, ki pa jo predstavljamo danes, je bil raziskati in prikazati trenutne aktualne problematike na področju izobraževanja, s katerimi se srečujejo LGBT dijaki in učenci. Tako pri pripravi, izvedbi in pri analizi podatkov smo sodelovali z inštitutom Gölsen iz Združenih držav. Kot je predstavil že Adrian, sodelovanje poteka že od leta 2018, ko smo skupaj oblikovali vprašalnik, ki je temeljil na njihovi raziskavi, ki jo opravljajo že leta. Adrian je bil kot sodelavec na raziskavi tudi gost na strokovnem posvetu leta 2019, ko smo predstavljali preliminarne rezultate raziskave. Udeleženci raziskave so v šolskem letu 2018-2019 izpolnjevali spletni vprašalnik o svojih izkušnjah v povezavi s homofobnimi opaskami, negativnimi opaskami o spolu in spolnem izrazu in drugih negativnih opaskah v šoli. Pa tudi v tem, ali so se v šoli počutili varne in ali so bili žrtve nadlegovanj. Vprašani so bili tudi o splošnih značilnostih njihove šole, njihovih učnih izkušnjah, ciljih, odnosu do šole, vključenosti in počutju v šoli ter dostopu do podpornih virov. Do sodelovanja v raziskavi so bile upravičene vse osebe, ki so dopolnile vsaj 16 let, ki so v šolskem letu 18-19 obiskovale osnovno ali srednjo šolo v Sloveniji in ki se, glede na svojo spolno usmerjenost in ali spolno identiteto, opredeljujejo kot del LGBT+ skupnosti. Zbiranje podatkov je potekalo med majem in septembrom 2019. Metode uporabljene v naši raziskavi so privedle do nacionalno reprezentativnega vzorca dijakinj LGBT. Pomembno pa je opozoriti, da je naš vzorec, ki je bil dosežen s pomočjo sorodnih organizacij, spleta in socialnih medijev, reprezentativen samo za mlade, ki se opredeljujejo kot LGBT+ in imajo povezavo s področjem LGBT. Tako vzorec najverjetneje ni zajel tistih mladih LGBT, ki so morda še najbolj izolirani, torej tistih, ki nimajo formalne povezave s skupnostjo in ki nimajo dostopov do spletnih virov in podpore. Iz naših podatkov prav tako ne moremo izluščiti izkušenj mladih, ki imajo oziroma doživljajo nenormativne privlačnosti, ampak se ne identificirajo kot LGB.
Čeprav je naš vzorec omogočil sodelovanje tudi dijakom, ki so zapustili šolanje v šolskem letu 18-19, še vedno morda ne odraža izkušenj tistih, ki pa so šolanje zapustili pred tem šolskim letom. Njihove izkušnje se najverjetneje razlikujejo od dijakinj, ki so ostale v šoli. Ob upoštevanju vseh teh omejitev smo s poskusi raznolikega nabora vendarle dobili vzorec dijakinj LGBT, za katerega menimo, da najverjetneje odraža populacijo srednješolcev LGBT v Sloveniji. In ta končni vzorec sta skupaj sestavljali 602 osebi, stare so bile od 16 do 21 let, pri čemer je bila povprečna starost teh oseb slabih 17 let in pol, prihajale pa so iz vseh slovenskih regij. 17,6% oseb v vzorcu so predstavljale necisspolne osebe, torej osebe, ki se ne identificirajo s spolom, ki jim je bil pripisan ob rojstvu. Slabo polovico vzorca predstavljajo biseksualne osebe, slabo tretjino pa lezbijke in geji. Dijake smo vprašali, če so se v preteklem šolskem letu kdaj počutili nevarno zaradi nekih domnevnih ali pa dejanskih osebnih lastnosti in okoliščin, vključno zaradi njihove spolne usmerjenosti, spolnega izraza, spola, pa tudi zaradi njihovih telesnih zmožnosti, oblike ali teže telesa. LGBT dijaki se v šoli najpogosteje ne počutijo varne zaradi predsodkov ostalih o njihovi telesni teži in obliki, teh je bilo 35,4%, ter spolni usmerjenosti na drugem mestu, teh je bilo 34,8%. Na tretjem mestu sledi spolni izraz za 26,4% dijakov. Le približno tretjina LGBT mladih se v šoli počuti varno. Vprašali smo jih tudi, če v šoli obstajajo neki določeni prostori, ki se jim zaradi tega občutka nevarnosti oziroma nelagodja še posebej izogibajo. Najpogosteje poročajo, da je to ura telovadbe, kjer občutek nevarnosti in nelagodja čuti več kot tretjina LGBT dijakov. Zdaj, ker lahko homofobni, bifobni, transhobni in seksistični govor ter tudi druge opazke, ki temeljijo na predsodkih, ustvarjajo nevarno šolsko okolje za LGBT mlade, smo jih vprašali o njihovih izkušnjah s točno tovrstnimi opazkami. Iz izkušenj vemo, da so v šolskem prostoru namreč prisotne izjave, kot so na primer sošolce pa tak peder in podobno. Ker lahko več kot tretjina LGBT dijakov, torej 38,9%, poroča, da v šoli zelo pogosto ali pogosto sliši homofobne opazke. Glede izkušenj z negativnimi komentarji in opazkami, povezanimi s spolnim izrazom, naprimer kakšen si pa ti dec in podobno, smo dijakom zastavili dve ločeni vprašanji. Prvo vprašanje je bilo povezano z njihovimi izkušnjami s temi negativnimi komentarji, ki so bili povezani z nedovolj maskulinim spolnim izrazom, drugo pa je bilo povezano z nedovolj feminilnim spolnim izrazom. Ugotovitve raziskave kažejo, da so bile negativne opazke o spolnem izrazu v šoli zelo pogosto razširjene. Skoraj tretjina jih poroča, da je v šoli zelo pogosto ali pogosto slišala tovrstne opazke. Ob tem pa ugotavljamo, da so bolj razširjene opazke, ki so povezane z nedovolj maskulinim spolnim izrazom. Številni LGBT dijaki torej poročajo o običajnosti uporabe homofobnih in drugih negativnih opazk v svojih šolah, kar prispeva k ustvarjanju nevarnega in nelagodnega okolja za LGBT populacijo v šolah. Redko posredovanje šolskih avtoritet ob situacijah, kjer se tovrstne opazke pojavljajo, pa lahko dijakom dodatno sporoča, da je raba homofobnega jezika dopuščena in legitimna. Ugotovili smo namreč, da skoraj polovica dijakov, torej 45,9%, poroča, da so slišali homofobne pripombe tudi strani učiteljev, učiteljic in drugega šolskega osebja. Poleg tega 2/3 LGBT dijakov, torej 67,1%, poročata, da z njihove strani prihajajo tudi negativne opazke povezane s spolnim izrazom. Tukaj govorimo recimo o primerih, včasih so moški lovili, niso bili toliko poženščeni, kot so danes. Glede na rezultate je torej videti, da se homofobni jezik preko šolskega osebja ne le dopušča, temveč tudi dodatno reproducira.
Dijaki smo vprašali tudi, kako pogosto so bili v preteklem letu v šoli deležni verbalnega nasilja, fizičnega nadlegovanja, torej nekega suvanja, porivanja, fizičnih napadov, torej nekih brc, dejanskih pretepov, pa tudi drugih vrst nadlegovanja, torej odnosne agresije, spletnega, spolnega nadlegovanja in pa poškodovanje oziroma kraje osebne lastnine. Rezultati so pokazali, da dijaki doživljajo največ verbalnega nasilja, o njem je poročalo skoraj 2/3 LGBT dijakov. Ne glede na vrsto nasilja, pa rezultati kažejo, da se nasilje najpogosteje dogaja na podlagi predsodkov o njihovi spolni usmerjenosti. In čeprav ne bi bil dijakom v šolskem prostoru, ne bi bila zagotovljena možnost enakega dostopa do izobraževanja, se lahko LGBT dijaki soočajo z različnimi ovirami pri doseganju učnega uspeha, pa tudi pri osebnem počutju in duševnem zdravju. Število izkušenj z napadi in nadlegovanjem v povezavi s spolno usmerjenostjo in spolnim izrazom smo zato primerjali s podatki o izostankih od pouka, občutkom pripadnosti, stopnjo depresije in samozavesti. Ugotovili smo, da dijaki, ki jih v šoli redno nadlegujejo in napadajo, torej imajo teh izkušenj z nadlegovanjem več, je bilo zanje 3 do 4-krat bolj verjetno, da so v zadnjem mesecu izostali od pouka vsaj en dan. Torej lahko vidimo na grafu v obeh stolpcih, da je odstotek 3 do 4-krat višji od tistih, ki so imeli podpovprečno število izkušenj z napadi in nadlegovanjem. Dijaki, ki so imeli več izkušenj z napadi in nadlegovanjem na podlagi spolne usmerjenosti in ali spolnega izraza, občutijo tudi nižjo stopnjo pripadnosti v šoli kot dijaki, ki so imeli teh izkušenj manj. LGBT dijaki, ki so imeli na primer manj teh izkušenj, 2-krat bolj verjetno poročajo o pozitivnem občutku povezanosti s svojo šolsko skupnostjo. Lahko torej na grafu vidimo procent 61,4% v primerjavi z 29 v primeru napadov in nadlegovanja v povezavi s spolno usmerjenostjo. LGBT dijaki, ki poročajo o več izkušnjah z napadi in nadlegovanjem zaradi predsodkov o spolni usmerjenosti oziroma spolnem izrazu, hkrati poročajo tudi, da se bolj pogosto počutijo depresivno kot tisti, ki zaradi predsodkov o svoji spolni usmerjenosti ali spolnem izrazu poročajo o manjšem številu teh izkušenj. Vidimo, da je razlika torej približno 20% v obeh stolpcih. Poleg tega LGBT dijaki, ki poročajo o več izkušnjah z napadi in nadlegovanjem, poročajo tudi o nižji stopnji samozavesti kot tisti, ki so poročali o manj izkušnjah z napadi in nadlegovanjem. Naprimer, več kot polovica, torej 51,9% tistih, ki poročajo o manj teh izkušnjah, poroča o večji stopnji samozavesti v primerjavi samo 38,2% tistih, ki imajo teh izkušenj več. Pričakujemo lahko, da so v šolskem prostoru ravno učitelji in šolsko osebje odgovorni za reševanje in naslavljanje težav zaradi rabe tovrstnega jezika in tovrstnega govora. Ko so bile učiteljice in šolsko osebje prisotni ob homofobnih opazkah, pa najpogosteje niso ukrepali. Kot lahko vidimo na grafu, le 12,8% LGBT dijakov poroča, da šolsko osebje je interveniralo oziroma ukrepalo vedno ali skoraj vedno, medtem ko večina poroča, da osebje nikoli ni interveniralo. Kot že rečeno, ko se v šoli pojavlja nadlegovanje ali napadi, običajno pričakujemo, da bodo učiteljice in druge šolsko osebje težave učinkovito rešile. Ob tem pa je pomembno upoštevati tudi, da dijakinje teh dogodkov morda ne bodo vedno pripravljene prijaviti. Tiste dijake, ki so v preteklem šolskem letu doživeli nadlegovanje ali napade, smo tudi vprašali, kako pogosto so o tem poročali šolskemu osebju. Kot je prikazano za mano, le 1/3 dijakinj tovrstne dogodke nadlegovanja prijavlja zaposlenim. Le 12,6% dijakov pa poroča, da šolskemu osebju vedno ali skoraj vedno prijavijo primere nadlegovanja ali napada. V šoli pa lahko interese in potrebe dijakov zagovarjajo tudi njihovi starši oziroma skrbniki. Zato smo jih vprašali, če so nadlegovanje ali napad prijavili komu od družinskih članov. Le malo več kot 1/3 poroča, da so o nadlegovanju ali napadu povedale članom družine.
Dijaki v naši raziskavi, ki so poročali, da šolskemu osebju so prijavili primere nadlegovanja, smo tudi vprašali, kako učinkoviti so bili odzivi zaposlenih. Kot je prikazano na sliki, le 58,7% dijakov meni, da se je osebje učinkovito odzvalo, torej nekoliko učinkovito ali zelo učinkovito. Te iste dijake smo tudi vprašali, kakšni so bili odzivi šolskega osebja ob njihovi zadnji prijavi. In najpogostejši odzivi so bili: na prvem mestu osebje se je s storilcem pogovorilo, na drugem osebje je dijakinji ob prijavi svetovalo, naj storilca ignorira, na tretjem mestu osebje ni storilo ničesar, na četrtem mestu osebje je uporabilo tehniko mediacije. Dijaki, ki so v okviru omenjenih najpogostejših odzivov so ocenili, da je le pogovor s storilcem ustrezna ali potencialno učinkovita metoda odzivanja v situacijah nadlegovanja ali napadov. Izkušnje dijakov pa lahko oblikujemo tudi z vključitvijo LGBT vsebin v učni načrt. Spoznavanje LGBT zgodovinskih dogodkov in pozitivnih vzornikov lahko zagotovi določene dragocene informacije o LGBT skupnosti in okrepi sodelovanje dijakov s šolsko skupnostjo, pa tudi šolskim osebjem. Posredno omenjanje LGBT oseb, istospolnih razmerij v besedilnih nalogah in drugih nalogah, ki niso neposredno povezane z šolsko vsebino, lahko daje LGBT dijakom občutek vidnosti in detabuizira LGBT tematiko. Kot lahko vidimo, pa več kot polovica dijakov poroča, da se v LGBT tematikah, torej v LGBT osebah, zgodovini ali dogodkih, v šoli sploh niso učile. Le 12,5% dijakov je pri pouku doživelo zgolj 12,5% dijakov pa je pri pouku doživelo zgolj negativno naslavljanje te teme. Ugotovile pa smo, da tisti LGBT dijaki, ki so bili deležni pozitivnih reprezentacij LGBT vsebin, teh je bilo 28%, da pogosteje poročajo, da drugi dijaki na njihovi šoli bolj sprejemajo LGBT osebe, da so bili manj pogosto deležni homofobnih opazk ali drugih negativnih opazk glede njihovega spolnega izraza v šoli, da so pogosteje občutili pripadnost šolski skupnosti in da so tudi nekoliko pogosteje načrtovali nadaljnje izobraževanje po končani srednji šoli. Vidimo torej lahko, da vključevanje in pozitivna reprezentacija LGBT tematik v učnem načrtu lahko vpliva na občutenje sprejemanja LGBT dijakov v šolski skupnosti in na želje ter cilje tudi glede nadaljnjega izobraževanja. Hkrati lahko spodbuja bolj pozitiven odnos do LGBT tematik in LGBT oseb med vrstniki, posledično pa to lahko zmanjša pojavnost negativnih in sovražnih opazk v šolskem prostoru. K vključujočemu in varnemu šolskemu prostoru pa poleg prisotnosti LGBT tematik v učnem načrtu pripomorejo tudi ustrezno oblikovani šolski pravilniki, ki naslavljajo nasilje, nadlegovanje in napade v šoli. Tovrstni pravilniki lahko eksplicitno predstavijo načine zagotavljanja varnosti za vse dijake, ne glede na njihove osebne okoliščine. V poročilu kot celovite pravilnike razumemo tiste, ki izrecno in nazorno naštejejo varnostne ukrepe ob primerih nadlegovanja ali napadov, povezanih s spolno usmerjenostjo oziroma spolnim izrazom. Celoviti pravilniki lahko dijakom nudijo in zagotavljajo večjo varnost, ker jasno opredelijo različne oblike nadlegovanja in napadov, ki niso tolerirani. S tem šola tudi sporoča, da tovrstno vedenje ni sprejemljivo in da se varnost dijakov, vključno z LGBT dijaki, jemlje resno. Večina dijakov pa poroča, da v šoli nimajo sploh nobenega pravilnika o medvrstniškem nasilju oziroma da o njihovem obstoju niso prepričani. Hkrati samo 2,8% dijakov poroča, da na njihovi šoli obstaja delno vključujoč ali celovit pravilnik, torej tak, ki specifično omenja tudi spolno usmerjenost ali spolni izraz. V Sloveniji torej več kot polovica LGBT dijakov poroča, da na njihovi šoli takih pravilnikov ni oziroma zanje ne vejo. Velika večina tistih, ki pa na šoli vendarle neko obliko pravilnika imajo, poroča, da le-ti ne vključujejo strategij za naslavljanje napadov in nadlegovanja na podlagi spolne usmerjenosti ali spolnega izraza.
Obenem pa smo ugotovili, da dijaki, ki imajo na šoli kakršenkoli pravilnik o medvrstniškem nasilju, nadlegovanju in napadih, poroča, da šolsko osebje intervenira pogosteje, ko so priča homofobnim opazkam. Predhodne raziskave iz tujine pa kažejo, da se njihova učinkovitost in uspešnost še povečata, če se v njih specifično naslovljene situacije nasilja in nadlegovanja, ki temeljijo na predsodkih o spolni usmerjenosti oziroma o spolnem izrazu. Torej, na podlagi vseh podatkov, ki smo nekatere predstavili danes, nekatere bolj podrobno lahko najdete v samem poročilu, na podlagi tega in naših izkušenj, našega znanja predlagamo rešitve za slovenski prostor in to so prva sistematizacija izobraževanja o tematikah LGBT, preprečevanju in naslavljanju homofobnega, bifobnega in transfobnega medvrstniškega nasilja in sicer na dveh ravneh. Na ravni obveznega študijskega izobraževanja bodočega pedagoškega in strokovnega kadra in pa na ravni obveznega izobraževanja in izpopolnjevanja že zaposlenega šolskega osebja. Drugič, vključitev tematik LGBT in preprečevanja medvrstniškega nasilja v učne kurikulume osnovnih in srednjih šol. In tretjič, sodelovanje s strokovnjakinjami in organizacijami LGBT za celovitejše izobraževanje tako učenk, dijakinj kot tudi šolskega osebja, ker samo s tem lahko zagotavljamo varnejši prostor za LGBT učenke in dijakinje. Catherine McGregor v svojem članku predstavi pomembnost upoštevanja več akterk pri pisanju političnih in programskih sprememb. Njena ugotovitev raziskovanja, kako rekonceptualizirati dejavnosti oblikovanja politik za zagotovitev uresničevanja njihovih državljanskih namenov je, da moramo kot skupnost ali šole v središče našega vsakodnevnega delovanja postaviti zagovorništvo za vse mlade, predvsem tiste z marginaliziranimi okoliščinami. Znotraj sistema izobraževanja kot državne institucije igrajo vlogo tudi drugi državni in lokalni organi. Med njimi tudi varuh človekovih pravic in zagovornik načela enakosti. Priporočila za nadaljnje delo so zapisali tudi pri Equinet in so osnovana na izkušnjah organov za enakost. Poudarjajo, da je pomembno aktivno spremljanje vsebine šolskih učnih načrtov in načrtov za zagotavljanje enakopravnosti. Poudarjajo, da je pomembno okrepiti mehanizme pritožb na širši ravni, saj kadar prihaja do ustrahovanja ali nadlegovanja med učitelji in dijaki, notranji pravilniki na šolah ne zadoščajo. Poudarjajo, da je treba upoštevati intersekcijski pristop, pri čemer mora biti cilj spodbujanje spoštovanja raznolikosti in ne spodbujanje asimilacije oziroma spodbujanje prilagajanja normativnosti. Poudarjajo tudi, da se razsežnost spolne diskriminacije velikokrat zanemari in da se njen neobstoj razlaga s tem, da dekleta v šoli dosegajo dobre rezultate. Spodbujanje enakosti spolov v izobraževanju zahteva vsaj srednjeročni pristop. Izziv predstavlja dejstvo, kot je bilo danes že rečeno, da je področje izobraževanja še vedno zelo spolitizirano. Predstaviti želimo še nekaj dobrih praks iz tujine, na katere se lahko naslonimo pri nadaljnjem razvoju na polju izobraževanja. V preteklem letu je škotska vlada sprejela strategije, s katerimi bodo pedagoške delavke primorane v učne načrte javnih šol vključiti LGBT teme. Škotska je k reševanju problematike pristopila na državnem nivoju. Pobudnica za bolj vključujočo izobrazbo je bila organizacija Time for Inclusive Education. Skupaj z vlado so pripravile predloge učnega načrta in izvedle seznanjanje pedagoškega in strokovnega kadra. Aktiven proces srečevanja delovne skupine za vključujoče izobraževanje LGBTI se je izvajal med majem 2017 in avgustom 2018. Namen te delovne skupine je bil omogočiti združeno razmišljanje in ministrstvu zagotoviti nasvete in priporočila, kako izboljšati izkušnje mladih LGBT. Članice delovne skupine so bile ključne predstavnice LGBT organizacij in izobraževalnega sektorja. Ta delovna skupina je s svojim delom zaključila konec leta 2018.
Sklepe in priporočila je potem prevzela skupina za izvajanje in implementacijo vključujočega izobraževanja LGBTI. Delovna skupina in ministrstvo je sprejelo 33 priporočil, ki jih lahko razdelimo na grobo v sklope. Priporočila za izvajanje, splošna priporočila, strokovno učenje, praksa in smernice, spremljanje in inšpekcijski pregledi in pa evidentiranje medvrstniškega nasilja. Potreba po izobraževanju šolskega osebja o tematikah LGBT se ne bi smela ugotavljati na podlagi interesa potreb šolskega osebja, ampak predvsem na podlagi podatkov o stopnji homofobije, bifobije, transfobije v šolah. Obveza šolskega osebja za izobraževanje o preprečevanju diskriminacije in nasilja in o spoštovanju človekovih in otrokovih pravic tako ne bi smela temeljiti na osebnem interesu šolskega osebja, kot to poteka dandanes v Sloveniji. Izobraževanje oziroma pomanjkanje izobraževanja o tematikah LGBT se velikokrat razlaga z razpotjem ali pa potencialnim razpotjem ideologij. Moglo pa bi se odzivati na dejstvo, da učenke, dijaki, dijakinje, ki se identificirajo kot LGBT, obstajajo v skoraj vsaki šoli, izobraževalna ustanova pa jim je dolžna zagotavljati spoštovanje človekovih in otrokovih pravic. Zato še enkrat, predlagane rešitve so sistematizacija izobraževanja o tematikah LGBT, preprečevanju in naslavljanju medvrstniškega nasilja, vključitev tematik LGBT in preprečevanje medvrstniškega nasilja v učne kurikulume in pa sodelovanje strokovnjakov z področja izobraževanja in z področja LGBT. Do končnega poročila raziskave in rezultatov lahko dostopate preko spleta do PDF oblike poročila, najdete ga v portalu COBISS, v spletni knjižnici na spletni strani Legebitre, lahko pa poskenirate QR kodo. Fizični izvodi so trenutno še na voljo, lahko jih dobite v preddverju ali v prostorih Legebitre v času našega odprtja. Z najine strani je to vse, seveda pa smo pripravili tudi nekaj časa za vaša vprašanja. Hvala. Ja? Mikrofon. Mene zanima, ker ste omenili tam, da se poudarja recimo pri raznih zgodovinskih osebnostih ali pa dosežkih LGBT oseb, zakaj recimo je smiselno ali pa zakaj je pomembno poudarjati recimo, mislim, zakaj se pol pri vseh ne poudarja recimo, oziroma zakaj je pomembno poudarjati recimo pri nekem umetniku, pri nekem vojskovodji ali pa komorkoli, zakaj bi bila sploh za neko zgodovinsko osebnost relevantno, katere recimo spolne usmerjenosti je bila homoseksualno, heteroseksualno, kako drugače usmerjena recimo. To me zanima, zakaj bi vključili to v pouk. Ja, hvala za vprašanje. Ja, to vprašanje mislim, da kar velikokrat dobimo, vsaj mi, verjetno tudi Društvo Parada ponosa, ki izvaja delavnice in treninge. Zakaj? Zato, ker tudi če v nečem ne govorimo, je to zelo zgovorno in ko v nečem eksplicitno ne govorimo, ostaja neizgovorjeno predvidevanje, da govorimo o normativih. Torej, če mi ne izpostavimo, da je neka zgodovinska oseba bila pripadnica LGBT, bo večina v tistem razredu predvidevala, da je bila heteroseksualna. Torej, en del odgovora je, zakaj poudarjati, zato, da se ne predpostavlja normativna okoliščina. Spet drug del odgovora je pa zaradi večanja vidnosti. Zato, ker več kot o tem govorimo, bolj je jasna slika v tem, da LGBT osebe niso iznajdba leta, ne vem, 2015, ampak so LGBT osebe prisotne že iz zgodovine, samo pač
velikokrat ne govorimo o tem, kdo zgodovino piše in kdo zgodovino reproducira. Tako da iz teh dveh vidikov, no, zaradi večanja vidnosti in pa zato, da se ne predpostavlja normativno, ker nažalost največkrat se, kadar ni eksplicitno naslovljeno. Tako, upam, da sem odgovorila. Okay, imamo kakšno vprašanje iz Zooma? Ne? Mene pa zanima, ker se ukvarjate tudi z izobraževanjem na teh delavnicah, koliko so šole zainteresirane za to, da vas povabijo, bodisi v osnovne šole ali v srednje šole, in ali v zadnjih letih opažate upad tega zanimanja? Hvala. Ja, kakor je, mislim, da že Simona rekla v uvodnem nagovoru, tako kot pri Paradi ponosa, tudi na Legebitri opažamo nek upad, oziroma lahko šole, ki aktivno želijo sodelovati, preštejemo na prste obeh rok. Tako da ja, to so neke individualne šole, s katerimi imamo vzpostavljena sodelovanja, ampak spet, kako je do teh sodelovanj prišlo, spet se naslanjam nazaj na problematiko, ki sem jo že prej izpostavila, zaradi angažiranih posameznikov znotraj šole. Zaradi angažiranih učiteljic, profesorjev, strokovnih delavk, ravnateljic, podravnateljic, torej zaradi angažmaja ene ali pa dveh oseb na šoli in zaradi podpore vodstva. Največkrat poročajo, da tudi če učitelj je iniciativen, samoiniciativen, če nima podpore vodstva, zelo težko pride do sodelovanja. Tako da ja, sodelujemo pa s srednjimi osnovnimi šolami po celi Sloveniji. Jaz bi rada pozdravila ravno to, kar ste zdaj omenili na koncu. Že vmes sem zelo zastrigla, ko ste to rekli. Ne bi smele te stvari biti prepuščene osebni presoji. Namreč konec koncev to bi bilo tudi jasno sporočilo, da gre za podporo spoštovanja, konec koncev, če smo pravni, vse zakonodaje, ki je že napisana, in ne gre za neke kaprice enega, ki se je nekaj izmislil. Mogoče samo replika, ko govorimo o osebnih okoliščinah, recimo jaz sem iz osnovne šole, pogosto z namenom ravno tega, kar ste rekli, sem prebrala, kar ne uporabljam tega izraza, razbijanje normativnosti, omenjamo, da je bil Einstein dislektik, da je bil eden od nekih znanih ali pa uspešnih osebnosti migrant in tako. Mislim, da v tem kontekstu bi se lahko naslavljalo, bi lahko nekako argumentirali tudi naslavljanje tega. Nisem sigurna, če razumem vprašanje. Bom odgovorila tako, kot ga razumem. Torej, šolsko osebje, ki je empatično do LGBT dijakov. Kako to komentiramo? Ja, v smislu pač, ki vidiš, da misliš, da je bila dobre prakse, Ja, po šolah, s katerimi sodelujemo, oziroma to so vsaj dobre prakse, za katere mi vemo, lahko da se dogajajo še kakšne, ki do nas niso prišle, nekatere bojo tudi predstavljene še v nadaljevanju posveta. Ampak ja, to so od nekih, bom rekla, majhnih stvari. Niso v resnici majhne stvari in to tudi vedno poudarjamo na izobraževanju za učiteljice, učitelje, da s temi stvarmi, majhnimi korekturami odpirajo prostor in kažejo mladim, da poznajo področje, da niso homofobne, da niso transfobne, da niso bifobne. To je, ne vem, že samo, če grem čist na neko banalnost, že samo to, da učiteljica zna samozavestno izgovoriti kratico LGBT, LGBTIQ+. Že tu mlada LGBT oseba takoj vidi, aha, ta oseba ima vsaj nek stik s tem področjem. Da zna vsaj delno neko terminologijo uporabljati. Da ve, kaj so osebni zaimki, zakaj se sprašuje po osebnih zaimkih. Že take vsakodnevne neke korekture, na katere pa ja, se morajo profesorice, strokovne delavke nenehno opominjati, zato ker tudi one, tudi me, smo vzgojene v tem svetu in smo tudi bombardirane z normativi in tudi mi smo bili vzgojeni brez teh vsebin. Tako da ja,
Dobre prakse so ja čist neki individualni učitelji, učiteljice, ki uporabljajo ta jezik in se potem dijaki, učenci pristopijo individualno do njih, se jim lahko zaupajo, do drugih praks, kot so neki LGBT krožki, kjer je varen prostor, da se o teh stvarih pogovarjajo, do še določenih drugih praks, ki pa bodo predstavljeni, pa ne bi jaz zdaj spojlala, da bo pol bolj zanimivo. Ampak ja, zelo različne prakse so, no. Živjo, no mene pa zanima na šolah, kjer ne želijo recimo vaših delavnic, sodelovanja z vami, s kakšnimi argumenti vas zavračajo recimo, no kakšne argumente imajo za to, da vaših delavnic ne želijo na šoli? Ja, jaz bom govorila iz svojih izkušenj, mogoče ima kdo iz Društva Parada ponosa kakšne drugačne izkušnje, ampak pri nas ne pride sploh do te točke nekega argumentiranja, ampak pride do popolne ignorance in neodpisovanja na maile, neodpisovanja na pošto, tako da pride do tega, ali pa kot je tudi že Simona omenila na začetku, predvsem zdaj, ko smo pošiljali vabila in tako, smo v primerjavi z letom 2019, ko smo pošiljali vabila na strokovni posvet, dobili, upala bi si trditi, 2-krat ali pa do 3-krat več sovražnih sporočil nazaj, ne želimo prejemati vaše pošte, ne pošiljajte nam mailov, čeprav so to javno dostopni maili javnih šol, kjer pač se ne moramo iti tega, ne mi pošiljati mailov. Tako da ja, v tej smeri, no, ampak z šolami, ki nočejo vpeljevati teh tem in nočejo sodelovanja, sploh ne pride do dialoga, sploh ne pride do pogovora, zato ker pač, kot sem prej rekla, še zmeraj je v Sloveniji vse v povezavi z LGBT, pa vse v povezavi z marginaliziranimi identitetami na bazi samoiniciativnosti posameznikov. In tudi šole vejo, da jim ni treba, da ne bojo dobili nobenega pritiska iz višjih instanc. Tako da je najlažje pač zignorirati. Hvala, živijo. Mateja iz Društva Parada ponosa tukaj. Jaz sem samo hotela komentirati oziroma nadaljevati z našimi izkušnjami. V bistvu naše izkušnje so precej podobne. V tem smislu v bistvu bolj nekega ignoriranja oziroma tega pasivnega neodzivanja na stvari. Ampak po drugi strani tudi pa se soočamo z situacijami, ko v bistvu dobivamo to aktivno, ko pridemo enkrat v neko to komunikacijo, smo imeli že nekaj situacije, ko smo v bistvu že bili dogovorjeni za kakšno delavnico in podobno, ampak zaradi pritiska staršev je potem v bistvu prišlo do tiste cele ene komunikacijske, ne vem sploh, kako bi to imenovala, enega komunikacijskega kaosa, ker je v bistvu in takrat so v bistvu starši tisti, ki se sklicujejo na, mislim po naših izkušnjah, ki so se v bistvu sklicevali na vse možne, pa to so bile tak skupinice staršev, ampak ki so v bistvu potem naslavljali na šolo in so se sklicevali na različne pravilnike, na različne dokumente, glede svobode, ki jih oni imajo tudi pri vključenosti in odgovornosti, ki jo imajo za svoje otroke. Ampak ovo je v bistvu bil dober trailer, več o tem pod pauzo, ko bomo predstavljali tudi to. Hvala. Ja, samo še za eno vprašanje imamo čas, tako da, ok, še iz Zooma eno vprašanje. Ja, torej vprašanje je bilo, če imamo podatek, koliko LGBT dijakov nadaljuje svojo pot. Ja, mislim, ja, podatek imamo, ki je bil tudi predstavljen, zdajle številk ne vem na pamet, ampak najdete tudi v poročilu podatek o tem, koliko LGBT dijakinj, ki so zdaj v srednji šoli oziroma so bile v 18-19, ima namen nadaljevati svojo študijsko pot. Torej, nimamo dejanskih podatkov, koliko jih pol je nadaljevalo študijsko pot, ampak predvsem o nekih ambicijah, željah za naprej. In potem tudi ja, povezava z stopnjo nadlegovanja, kakor je Eva predstavila, torej povezava s stopnjo nadlegovanja in napadi in temi nekimi ambicijami za nadaljevanje izobraževanja. Kakor je tudi Eva pokazala, so premo sorazmerni. Ok. Lahko, 10 sekund. Mene pa zanima, če ste zaznali kakšno razliko med položajem
LGBT oseb v srednjih poklicnih izobraževanjih, srednjih strokovnih ali pa na gimnazijah. Se pravi neka okolja, ki so pač stereotipno, se mi zdi, morda različna, ne vem. Ja, hvala. Seveda, ja, podatke smo dobili mislim, da iz zelo različnih šol, mislim, da iz 4 različnih tipov šol, tako da imamo LGBT dijake iz vseh, ni pa bilo toliko velike statistične variance v potem doživljanjih, da bi bilo pomembno za izpostavljanje. Tako da tega podatka točno nimamo, če so kakšne razlike, kar pač pomeni, da toliko znatnih razlik ni bilo. Kar lahko, pa bom s tem zaključila, mogoče povem čisto iz izkušenj. Velikrat, ko govorimo o intersekcionalnem pristopu, govorimo točno o tem, da moramo upoštevati več osebnih okoliščin, ki jih imajo mladi, ki jih imamo mi, ki jih ima vsak posameznik, in velikrat se tudi v šolah to pozablja. Kaj mi velikrat dobimo? Če že smo poklicani za izvajanje delavnice, smo večinokrat poklicani na gimnazije. Zato ker gimnazije so tiste, v katere se vlaga. Gimnazije so tiste, kamor se vlaga denar za izobraževanje in tako naprej. Velikrat je pa potem to podkrepljeno z nekim argumentom, ja, nismo vas hoteli dati na srednjo šolo, ker tam bi bilo pa ful homofobije. Kar je kontradiktorno, če temu tako rečemo. In potem se točno tu ne upošteva ta intersekcija, kdo hodi na srednje šole, kje je kle ekonomski status, socialni status, kakšna je tu korelacija, kakšne so dejansko možnosti, koliko možnosti ima nekdo, ki hodi na ljubljansko gimnazijo in koliko možnosti in prostora ima nekdo, ki hodi na neko srednjo tehnično šolo. In tu tudi pogrešamo upoštevanje te intersekcionalnosti. Tako da, mogoče bi s tem zaključila. To je to iz najine strani. Najlepša vam hvala. Tu sva obe še do 2. Če ima kdo še kakšne vprašanja, nas lahko najdete. Zdaj pa predajam besedo nazaj Tadeji. Hvala. Hvala lepa obema. Kot smo lahko slišali, stanje v šolah za mlade LGBTIQ osebe ne le, da ni dobro, ampak je zelo zaskrbljujoče. Na to na nek način opozarjamo, oziroma ne na nek način, ampak konstantno venomer opozarjamo LGBT organizacije in se proti temu tudi zelo konkretno borimo. Delamo veliko za to, da zaščitimo mlade v šolah pred nasiljem, da ustvarjamo varnejša šolska okolja za njihov razvoj, zato da lahko dejansko so, kar so, kdor so. In temu bo tudi namenjen naslednji del današnjega posveta. Torej prihajajo predstavitve naših aktivnosti, naših projektov, naših, tu mislim, Društva Parada ponosa in Društva Legibitra. In kot prvo sledi nekakšen drugačen hibridni odmor, interaktivni odmor s predstavitvami. Potekal bo na način postaj, torej imeli bomo 4 postaje, kjer boste lahko izvedeli več o določenih izobraževalnih gradivih, priročnikih, KATIS usposabljanjih, ki jih obeh društev, in pa projektu Preseganje kulture poniževanja Društva Parada ponosa, ki se navezuje na naslavljanje vrstniškega nasilja v šolah na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete. Vse osebe, ki boste imeli predstavitve, bi v tem trenutku povabila, da pridete sem k meni na oder in zelo na kratko poveste, kaj bodo tisti fokusi, da bodo lahko osebe v občinstvu se potem mogoče usmerjali v tisto, ki jih tudi najbolj zanima. Mogoče kar ti, Filip, prvi, ki si že tu? Živijo, jaz sem Filip Burnik. Jaz bom predstavljal dobre prakse iz Društva Legibitre in sicer predstavil bom priročnik Mavrica v žepu, vse izobraževalne delavnice in pa program KATIS od Legibitre. Tako da, to je to. Hvala, potem pa vabim še Evo in Matejo. Zdravo, moje ime je Eva in pri meni boste dobili informacije o našem KATIS izobraževanju z šolo kot varen in vključujoč prostor za mlade LGBTIQ+ osebe. Hvala.
Živijo, jaz sem Mateja, jaz bom govorila o izobraževalnem programu Društva Parada ponosa, izkušnjami, ki smo jih imeli zadnjih 5 let v sodelovanju z različnimi šolami, ampak predvsem o priročnikih in različnih ostalih metodoloških pripomočkih, ki jih lahko uporabljate v šolah v delu z dijaki in dijakinjami. In ena od njih bom tudi jaz. Kot je že v uvodnem nagovoru Simona govorila, pri Društvu Parada ponosa začenjamo z mrežo vključujočih šol v Sloveniji v okviru ACF projekta Preseganje kulture poniževanja. Tako da, če vas zanima, kaj na to temo, kot že rečeno, projekt govori o tematiki naslavljanja vrstniškega nasilja na podlagi spolne usmerjenosti, spolnega izraza in identitete. Vabljene, da se pogovorimo, postavite vprašanja in da mogoče tudi vidite, če bi vaša šola želela se vključiti v mrežo in se potem skupaj borimo in ustvarimo varnejše prostore za mlade. Kot že rečeno, torej potekal bo ta del, ki bo interaktivni skupaj z odmorom. Žal zaradi omejitev tehničnih in zahtev je omejen zgolj na fizični prostor, tako da predstavitev ne bo moč spremljati preko Zoom platforme. Zato vse sodelujoče preko spleta vabim, da si pogledate materiale in predstavitve, ki se nahajajo v digitalni mapi, ki vam je bila poslana v elektronskem sporočilu. Vas, ki ste pa fizično tu, pa vabim, da se sprehodite okrog, se pridružite predstavitvam. Mogoče samo en namig, ker je tudi pač miz za samo pogostitev oziroma za odmor s kavo oziroma kakšno drugo pijačo omejen. Lahko pač se tudi na ta način, da malo rotiramo, da se potem neke osebe zdaj zadržijo v prostoru, pa grejo do oseb, do predstavitev, pa potem na odmor in obratno. Mislim, da časa ni veliko, bo pa vseeno dovolj, da dobite neke informacije, ki jih lahko potem tudi kasneje seveda pridete do oseb oziroma do samih društev, če imate pač kakšne bolj konkretne želje oziroma informacije. To velja tudi za osebe, ki ste prisotne preko Zooma, seveda. V nadaljevanju bomo lahko spoznali nekaj projektov in praks, ki se pri nas in v tujini že izvajajo. Začenjamo s predstavitvijo strateškega partnerstva v programu Erasmus+. Projekt SAFER, Schools Act for Equal Rights, združuje 7 partnerskih organizacij iz 3 držav: Estonije, Finske in Slovenije. Slovenski partner je Društvo Parada ponosa. Projekt v fokus postavlja transformacijo šol. Ustvarjati varnejše okolje za mlade iz marginaliziranih skupin, med drugim tudi mlade LGBTIQ+ osebe. Namen projekta je tako opolnomočiti šole in šolske delavke za naslavljanje diskriminacije, sovražnega govora in obnašanja, vrstniškega nasilja in drugih izključujočih praks, ki se pojavljajo v šolskem prostoru, in s tem v šolah ustvarjati varnejše in vključujoče okolje za vse. Vabim sogovornice, da nam iz prve roke predstavijo projekt. Prosim. Hvala lepa. Torej projekt, kot je bilo že rečeno, poteka že 3. leto, je v res zaključni fazi in danes bo kolegica iz partnerske organizacije mesta Kokkola na Finskem predstavila sam projekt, potem bom jaz predstavila projekt in pač nekatere aktivnosti, ki so se izvajale oziroma so del projekta in so tudi namenjene šolskim delavkam in delavcem. Potem bom jaz predstavila priročnik, ki je nastal v okviru projekta, in na koncu bo še kolegica Viktorija iz estonske organizacije Mondo preko videa predstavila spletni tečaj oziroma web course, ki je namenjen šolam in šolskim delavkam, učiteljem, učiteljicam na tem področju. Tako da bom jaz kar predala besedo Evi Lisi. Eva Lisa, please. Thank you, and if you can present to us a little bit more about the SAFER project. Thank you, Tadeja. First of all, it feels nice to be able to see you walking around in the space. Here I am still in my office or classroom just by myself. So I'm enjoying the possibility to join your Pride Week. Program seems absolutely marvelous, and super happy for you that you are actually able to be there.
So my name is Eva-Liisa Kiiskilä. I'm a teacher and peace educator from Finland. And today I'm presenting you shortly our project SAFER. And you could already see my colleague Tadeja there on the stage, and they will later on present more carefully the learning material that we have together done with our colleague Amira Saleh-Hoddi. Okay, I'll start sharing the screen. So, about our SAFER project, I will shortly tell you about the project in general and the intellectual outputs that we have prepared. So we started 2019, so it seems a lot has happened after 2019. The SAFER name, our project name, is an acronym which comes from Schools Act for Equal Rights. This was our and is our goal. So we have had 3 trainings, 3 groups A, B, and C. I don't know if there is somebody from the participants participating Pride Week. I hope so. So greetings to everybody. We were able to have the groups A and group B kind of a traditional trainings. We first met for 5 days, and after a few months, 3 more days. Group C, we had to organize online, and everybody knows why, so I'm not going there too much. You can find our project pages, rauhankasvatus.fi, SAFER, where you can, for example, find our learning diary, which Tadeja will present you in a bit. And let's see if we have the time. Let's also check some feelings from the trainings. V tem času povem jaz par besed o tem, pač kaj se je dogajalo znotraj projekta. Torej, v bistvu imeli smo različne aktivnosti, kot je Eva-Liisa začela. Torej, potekali so treningi za šolske delavke in delavce. Torej, bili so zelo raznoliki in z vidika tega, kakšni so bili profili udeleženk in udeležencev, od učiteljev, psihologij in psihologov, socialnih delavk, svetovalnih služb, pa tudi do vodstva šole. In v teh treningih so bili zelo intenzivni treningi, 2 treninga na vsako skupino, iz vsake skupine je bilo 5 oseb iz vsake države in smo imeli teoretični in pa praktični vidik. Namreč, kar se je zelo pokazalo in kaj bi v bistvu tudi ideja treninga oziroma zakaj je v bistvu projekt nastal v osnovi, ker iz prejšnjih naših projektov smo ugotovili, da je največji manko, sploh ko govorimo o Sloveniji, se začne pri tisti začetni točki, torej prepoznavanju nasilja, vrstniškega nasilja, sovražnega govora, sovražnega obnašanja. In če ne prepoznaš nečesa, potem to ne moreš nasloviti, to ne moreš spremeniti sebe, ne moreš spremeniti okolja v smer, da dejansko pač nagovoriš in se odzivaš na te zadeve in s tem tudi pač nudiš varnejši prostor za, v tem konkretnem primeru, za marginalizirane skupine. Torej, začeli smo s tem, da smo veliko poudarka dali na tem nekem teoretičnem temeljih, torej bi si tam, odkje to dejansko sploh prihaja. Kaj je sovražni govor, kaj je diskriminacija, kdaj govorimo o sovražnem govoru, na podlagi česa se to izkazuje, kaj so sistemi zatiranja, zakaj govorimo o marginaliziranih skupinah, katere so skupine mlade, ki so marginalizirane. Ker če tega ne poznamo, potem zelo težko vidimo, kaj se potem v realnosti dogaja, kaj so v naših učilnicah in tudi ne razumemo, zakaj mogoče neka oseba mlada,
ki uporablja sovražni govor, pa sovražno obnašanje, to dela. Ne? In tako da smo v bistvu šli skozi ta proces in potem smo pa zelo izhajali iz njihovih potreb in na nek način predvsem izkušenj tudi udeleženk in udeležencev in skozi praktične, zelo konkretne primere poskušali iti res v neko analizo in tega, kaj se je zgodilo, na kak način recimo so osebe reagirale, kaj bi jim pomagal, da bi bolje reagirale, kaj so stvari, ki se lahko spremenijo, kaj so stvari, ki se morajo spremeniti, da se potem dejansko to lahko naredi. In tretji element je bil potem ta transformativni del, ko govorimo o tem, da bistvi, kako lahko mi spremenimo oziroma kako lahko transformiramo neko okolje, neko osebo, neko dejanje, zato da dejansko začnemo ustvarjati in graditi drugačno okolje, drugačen prostor, v katerem imamo nično toleranco do nasilja, v katerem dejansko se pogovarjamo o stvareh, v katerem osebo, ki povzroča nasilje, ne samo zahtevamo od nje, da zapusti razred, ampak dejansko pridemo do izvora nečesa, ker kot je bilo rečeno tudi že v poročilu oziroma v priporočilih prej strani Katja in pa Eve, je bilo zelo jasno rečeno, da v bistvu tista metoda, ki je učinkovala, je bilo to, da so se učitelje oziroma osebe, ki so bile v šoli, pogovorile s storilcem, storilko. Ne. Torej, v bistvu, kaj so tiste stvari, ki dejansko funkcionirajo? Seveda pač glede na neke nacionalne kontekste, glede pač na to tudi, kakšno je stanje v državi in v končni fazi tudi pač neke zelo makronivoje, torej kakšno je stanje v šolah. To so bili treningi. No, potem so bili tudi treningi za mentorje in mentorice, namreč sporedno je potekal tudi podporni mentorski sistem, ki je omogočal, da pač so osebe, ki poznajo to tematike in delujejo kot podporna oseba oziroma ne samo udeleženim v projektu, ampak dejansko v šolah. Aha, Eva, Lisa, you're back. Great. Hope that this time it will go smoothly. So the floor is yours. Thank you, Tadeja. It was a pleasure to hear you explain about our project against discrimination. Let's see what happens now when I try to share. Does my voice again lose somewhere in the space? Okay. Let's forget all kinds of videos because it seems today it's not working. So, Tadeja already briefed you about our goals. Why Safer Project? And we really focused on tackling especially, of course, discrimination, but we really focused on anti-racist and discrimination against gender or sexual orientation and so on. These were the topics that we really looked closely to. How to recognize, how to manage, and how to transform the situations and the spaces. Altogether, we had 6 intellectual outputs. And here are all of our partners. But the bolded ones are the ones who have had more responsibilities with the outputs. So Peace Education Institute, Mondo, and Kokkola City and Ljubljana Pride. Tadeja already shortly briefed about the mentoring and support system. So this is something that we combined to this training course. And clearly, teachers feel they need support, how to tackle discrimination. Many teachers feel that they are really alone at school trying to tackle these challenges. We have created, together with Tadeja and Amira, a curriculum of teacher training. So the goals, what did we want to do? What are the topics? And mainly we have focused and used a lot of energy in creating our learning diary, where we combine self-reflection to theory and practice.
Mondo and Peace Education Institute are also at the moment creating web course. But these last intellectual outputs were a little bit problematic. Case studies on partner schools and collecting case studies from schools and analyzing them. We really couldn't put this on paper then in the ending, since the school felt it's not necessarily safe and it's of course not ethical. It's not good that they would be recognized. So what we did instead was we incorporated these learning, these case studies, for example, to my learning diary. So you can find there an example how you can analyze challenging situations and start solving them. There we go. I think at this moment, the best way for you to in practice to see how the material looks like is to give the floor to Tadeja. So you can show in practice what does our learning diary look like. We have been writing for months. We have been discussing for hours and found then in the ending a good solution, I suppose, for different topics. But at the same time, we are reminding everybody that the most important thing is to be critical and critical towards this material also. One of the most important things is to raise discussion. Okay, Tadeja. Thank you, Eva-Lisa, for this. Ja, torej zdaj bom nadaljevala v slovenščini. Ja, torej projekt, nekaj je bilo že rečenega, tako da ne bom šla skozi stvari. Kot že rečeno, tudi Eva-Lisa je omenila, da v bistvu smo ugotovili na podlagi prejšnjih projektov, pa tudi na podlagi tega, kaj smo našega sodelovanja s šolami, da je področje, ki je velikokrat nenaslovljeno oziroma zelo minorno naslovljeno, mogoče celo včasih napačno, področje antirasizma in pa specifiko govorimo o LGBTIQ+, tako da smo se tudi v tem projektu usmerili v ta del, mogoče malo bolj konkretno, treningi. Torej in ena stvar, ki je tudi nastala v okviru projekta, je priročnik z angleškim naslovom Tackling Discrimination, My Learning Diary. V slovenščini je trenutno še priročnik v prevajanju, zato tudi žal danes nimamo za vas slovenskega. Vsaka izmed vas bi morala dobiti USB ključek, na katerem se nahaja angleška digitalna verzija, ker očitno v letu 2021 tudi pošta ne deluje več kot je in tudi nismo dobili fizičnih angleških izvodov iz ja, tako da bi si ta priročnik oziroma na nek način dnevnik učenja je želja bila ta, da poskušamo pripraviti nekaj, kar lahko potem osebe individualno, učiteljice, učitelji, svetovalne delavke, kdorkoli pač, ki se ukvarja v šolskem okolju z mladimi, da lahko gre skozi nek individualen lasten proces. Gotovilo se je, da je v bistvu zelo pomemben ta element, da poskušamo pridobivati, torej v bistvu razmišljati o nekem znanju oziroma o nekih teorijah oziroma o tem, kaj sploh, kaj je tam in na nek način skozi proces samorefleksije in skozi pač neke naloge, ki se nahajajo v tem priročniku, dejansko spodbuditi to, da oseba lahko se počuti opolnomočena in dobi neke kompetence za to, da lahko potem začne tudi s tem procesom v svojem šolskem razredu oziroma z učenci, s študenti, z dijakinjami. Torej, v bistvu na nek način v okviru priročnika se konstantno ta cikel odvija, torej med neko teorijo, med praktičnimi vajami, razmisleki in pa primeri dobrih praks. Namreč skozi treninge smo zbirali dobre prakse iz različnih šol, ko smo imeli zelo veliko različno paleto, torej partnerji so bili eno, ampak dejansko učitelji, učiteljice so prihajali iz zelo različnih koncev.
smo zbirali dobre prakse od zelo konkretnih in zelo nekih, tudi izhaja iz nekih kreativnih pristopov, tudi neformalnega izobraževanja in poučevanja, ampak tudi nekih stvari, ki so zelo mogoče, tako kot je bilo rečeno tudi že prej strani Katje, minorne, ampak ko govorimo o LGBT mladih, to niso. Če znamo reči LGBTIQ+, brez to, da se zatikamo, je to že zelo jasen znak neki mladi osebi, da tu pa mogoče je nekdo, ki se lahko zaupam, tu pa mogoče je nekdo, ki mi bo stal ob strani, ki me bo podprl in ki bo dejansko oseba naslovila. Tako da ta proces. Žal mi je, kot je že rečeno, trenutno je samo v angleški verziji dostopen. To je, bi rekel, kazalo. Tako zelo kratek, samo da imate malo občutek. In kar je v bistvu bilo nam tudi zelo pomembno, je, da ta 4. pa 5. poglavje se res zelo osredotočata na nek kontekst, torej kontekst individualne osebe oziroma šolski kontekst. Ogromno se v tem delu navezuje na nek teoretsko podlago, ki je v prejšnjih poglavjih pripravljena in je potem skozi neke zelo konkretne praktične vaje, skozi neka vprašanja, skozi razmisleke, recimo to so vprašanja za samorefleksijo, razmisleke, potem imamo neke naloge, vaje, torej v bistvu gre oseba skozi nek proces in potem preko tega mentorskega sistema in podpornega sistema torej v bistvu o tem govori, debatira in seveda potem tudi v sodelovanju, bodisi z nekom z šole oziroma še bolje s LGBT organizacijo, dejansko pač potem priprava neka strategija, nek načrt, nek končni fazi tudi primer, kako akcijski načrt, kaj se lahko spremeni in kakšni bodo tisti naslednji koraki, ki so potrebni, zato da se dejansko začne ustvarjati bolj varen prostor, da se začne vpeljevati vključevanje in da je ta vključujočnost LGBT mladih oseb tista stvar, ki je v osnovi in tudi pač mora biti v jedru nekega delovanja za naprej. Zaradi tega, ker smo imeli pač malo žal tehničnih težav, ne bom šla mogoče bolj podrobno v te zadeve. Če vas zanima kaj več o projektu, o priročniku, seveda lahko pridete do mene, jaz sem bila tudi ena od trenerk, sem šla skozi cel proces, lahko dam kakšne napotke, drugače smo v Sloveniji intenzivno sodelovali pri projektu z Gimnazijo Ptuj, ki bo tudi kasneje delila svojo dobro prakso in pa z Gimnazijo Domžale. Bi pa samo še predvajali video kolegice Viktorije iz Estonije, ki bo razložila malo o tem web kursu, torej o spletnem tečaju, ki je baziran na tem priročniku in ki tudi na nek način ponuja možnost, da se osebe gredo skozi neki proces in bi si začnejo za ta del, ki potem v sodelovanju z LGBT organizacijami, v sodelovanju s šolo, pridemo do tega, da dejansko se začnejo stvari premikati in se ustvarja boljši, varnejši prostor. Hello, I'm greeting you from Estonia. My name is Victoria Lepp and I work for the organization called Mondo. And I'm happy that for the last 3 years, we have been cooperating with different organizations from Finland, Estonia and Slovenia on this wonderful project called Safer Schools Act for Equal Rights. So I hope that you are familiar with the project and with its goals. And also I know that Eva-Lisa will be talking more in detail about the diary. And I will then fill in this information with information about the web course that is about to get ready this summer. So overall, I have to say that with this web course, we are working together with RKI, the main partner of the project. So the organization from Finland. So from RKI, people working on the web course are Elina and Heidi. And from Mondo's side, it's 3 of us, me, and also our IT person, Valerie, and our designer, Trino. So what we have done so far is that we have collected ideas about how we see the web course and what do we see there. It is generally mostly based on the diary, of course. So most contents come from the diary that Tadeja, Amira, and Eva-Lisa have put together. Thanks to all of them. But of course, the web course is redacted so that it can be
it can be done individually without the support of the mentors or trainers. So I'm going to show you some pictures and comment about how our thought process has developed and what do we have so far. This process has not yet finished, but I have to say that our goal is to get ready with this web course in English by the beginning of August. And from the part of Mondo, we are translating this web course also into Russian and Estonian. For the other partners, I cannot comment about which languages the web course will be translated to. That's still unclear. So this is what we started from. Basically, this is just an idea on Post-it notes about how could the web page look like. So like the welcome text, and then 6 chapters about that come from the diary. So talking about what is discrimination, the 3 Ps, prejudice, privilege, and power. Then, of course, what is racism. Then a big block of intersectionality, including LGBTQ+. Then inclusive school, and the last chapter focusing on the action plan. And throughout the process of following those chapters of the diary, which are redacted, the people that will be individually doing this course, they will be actually putting together their action plan. So I'm going to tell you in more detail. So how do we see it is that there will be, for each chapter, there will be a text which is on the website in a written form that they can read through, and they can also either read and listen or only listen to the same text in audio. So the text will all be recorded. The text for each chapter will be 10-15 minutes. And after they have read or heard or both through the chapter text, they will be led to some active exercises, which are mostly reflections or questions or some kind of different things that will help them synthesize what they have heard or read. So before doing the exercises, which are interactive, they will have to check in. How do they feel after reading or listening to the text in the zones? So is it the comfort zone, the danger zone, or the best one, the learning zone? Then they will do 1 to 3 exercises, and always after each chapter, the last exercise will be something that will be put to the action plan. So each time they fulfill one of the chapters and do all the exercises, they will make a little step into their action plan. So they will be building the action plan with building blocks while going through each chapter. So this is how the design stage is seeing it. We have not yet confirmed, but I think it will be more or less in this color scheme and this design. It's of course really much similar to the diary, so we have taken inspiration from there. As you can see on top here, there will be some of the materials will be open for a person who comes to this website without registering to the course. For example, the diary link will be here, but then there will be this description about the SAFO course and the link to register to the course. If people are coming to this website for the second time, or they're resuming their session on another device, they will also be possible to sign in to the web course and continue their work from where they stopped. And here, of course, the language button where they can change between the languages. So this is the full page, how it looks. So there will be a shorter text and a longer text down here, and of course all the partners' logos on the bottom of the page. The registration form will look more or less like this. We are not asking for names at first for the registration. It is just that we want to know people's email and their role, if they're a teacher or a school counselor or a student, or I think other is also possible, so if it's something else, and country of residence.
and a very short info about how did they find out about the course. And once the person is logged in or registered to the course, there will be the first chapter, which is the welcome text. And after that, they will be taken to the second and the third chapters, and they will go through all the 6 chapters in their own tempo, how they want it, and then they will get their action plan. After fulfilling the action plan, they will also have a chance to order a printed version of the diary to their home address. We have confirmation from RKI that RKI will be taking care of that, sending out the printed versions of the diary. So this is a very short form for signing in for people who come back to the course or use another device. So this is pretty much what we have for now. As I said, it will be quite simple, but it will be in the colors of the diary. It will have reading material, listening material, the same text, but for people who take in the information differently, it will be both in written and in audio form, and of course the exercises. The exercises will all be chosen like interactive, and also we are checking that all of our things on the web course are accessible, so that the web readers can also read them out to people who cannot read themselves. So this is pretty much how we see it. So from concept to some first designs. These are designs only. We don't have a link yet, but I think it's a matter of weeks until we can actually show the first link, which will probably be a working version of the site. And then in July, we're going to work through it and enter all the contents. And we're hoping, and we really need to present this web course and open it in August so that everyone can start registering and start doing it. So this is all from me. I'm very sorry I cannot be there online with you guys, but if you have any questions, please send them to me through Tadeja, and I wish you all good luck and a really nice and safe journey throughout these topics. Thank you. Bye. Ja, to je bilo na hitro malo o samem spletnem izobraževalnem, če koga zanima. Kot že rečeno, žal ne moramo iti bolj v neke detajle oziroma na vprašanja, odgovore, ampak če kdorkoli želi, bom po posvetu tudi tukaj, tako da se lahko obrnete name, vprašate zadeve, če vas zanima karkoli glede tega. Ja, hvala lepa z moje strani.